Lep, prijazen dober večer in vsakemu od vas hvala lepa, da ste prišli. Ker občutek te bližine in ta energija, ki tukaj steče med nami, to je nekaj čarobnega. Če tega ne bi bilo, tudi ne bi bilo teh večerov v Švicariji. Ko sem premišljevala, kaj bi vam podarila za te praznične dni, mi je najbolj zazvenela knjiga meniha, gozdnega meniha, Bjørna Natthike Lindenblada, Šveda, ki je bil 17 let v samostanih budističnih, da bi se naučil modrosti, kako živeti, kar pomeni, kako umreti. In ta knjiga, jaz bi vsakmu vas priporočala, da jo kupite, ima toliko lepih, mirnih misli, ki vsakega od nas ne govorijo, da se v tem norem času pomirimo. Ker to je, če greste v kako trgovino, to je zdaj norišnica, ne? Ali pa po cestah, ali pa to niso več prazniki, ker beseda praznik pride iz besede prazen. In to je bil namen tega mladega človeka, da bi se izpraznil svojih misli, ki so ga nenehoma obsedale. On je imel odlično kariero na Švedskem, biznismen, avto, služben, visoka plača, skratka uspešen in neizpolnjen. In potem je šel za 3 leta v Indijo in tam se je odločil, da bo postal budistični menih in je šel na Tajsko. O tej izkušnji in tem, kaj sta dobila za darilo iz te knjige, moja prijatelja, bosta danes govorila Teja Rebolj, zelo zanimivo dekle, ki je nekaj čisto posebnega, ker je svetovalka za mentalno zdravje in ker razvija metodo meditacije tako, da poslušamo lastno srce. Jaz sem na tej meditaciji bila, sem se spremenila v malega dojenčka in sem zaslišala vse strahove moje matere, ki me je nosila v maternici po vojni prestrašila. In sem jo prvič v življenju popolnoma razumela in objela. To je res lepa meditacija. Boštjan Romih je pa popularen voditelj, ampak ni da ni, a veste. Če je on na koncertu klasične glasbe, začne peti, ker skoraj se zna. Biser, globok fant, ki ga mediji ne ujamejo v tej globini, ker ga ne morejo, ker mediji so nekaj ploščatega, enodimenzionalnega. Mi smo pa vsi veliko več. Tako da bi najprej začela mogoče pri tebi, ker si profesionalc. Ko si ti bral to knjigo, kaj se je tebe najbolj dotaknilo? Kje si se ti prepoznal, opa, tole je pa dobro zame? Najverjetneje že kar pri glavni osrednji misli, ki jo zelo dobro razvije, ne? Ker naslova toliko ne podoživiš, mislim, ga ne doživiš, toliko ga najprej prebereš, znotraj knjige se ti pa pojavi v takem kontekstu, da se mi zdi, da ni človeka, ki se ga ne bi to dotaknila, ne? Ego, ki je naš največji zaveznik, pa naš največji sovražnik, ne? Tisti, ki ga vidimo v špeglu, je naš najboljši prijatelj, pa kar nam lahko največ prizadeja. In če lahko temu človeku na drugi strani, ne, temu svojemu najbližjemu rečeš, kaj pa če se ti kdaj motiš, ne? A pa če lahko to rečeš v nekem totalnem žaru, takrat, ko je ego najbolj krčevito na svoji fronti, ni šans, ne bom popustil, ker to jaz mislim in tako je. Ni šans, jaz tle vem, ne. A si takrat zmožen reči, kaj pa če se motim, ne? Mogoče pa jaz nimam prav, morda se motim.
In skozi knjigo ta misel pride seveda še dosti globlje, kot sem jo zdaj skušal na ta preprost način opisati. Ampak to je lahko totalno dobro zdravilo zoper marsikatero tegobo. Ampak, ali pa to, no, da ne verjeti vsem svojim mislim. Kako neskončno naporna, težka stvar je to, da ne verjameš svojim mislim, pa kako, če so pa iz mene nastale, pa se to jaz sem, ne. Ja, mogoče se pa motiš, ne. Vse preizpraševati, vse dati pod vprašaj. Je pa tako, kakor še marsikatera druga reč in ti gotovo, oziroma vsi vemo, o čem govorim, ne. Če te knjiga sreča v pravem trenutku, je to eno dragoceno darilo. Ali pa po drugi strani, ne. Sigurno vsakič, ko bi jo prebral nekdo drug. Ne? Ljudje smo dinamična bitja, se spreminjamo, mi nismo nikoli enaki in tako jo prebereš zdaj, potem čez 2 leti bi jo drugače in spet drugače in tako drugače. Ampak, ne, na koncu pa skozi tele univerzalne modrosti ugotoviš, pa daj, če se je Buda s tem ukvarjal, pa se danes s tem ukvarjamo, pa ves čas se okrog istega ciklamo. In ta ego se mi zdi, da je zmeri tam nekje zadnji pokuka ego, reče, evo, jaz sem kriv za vse. Mislim, enkrat sem ego malo bolj raziskoval, ne, v smislu, ena knjiga me je malo spodbudila k temu in sem prišel do tega, se mi zdi, da če greš skozi 7 naglavnih grehov, ne, pa da jih malo poanaliziraš, ja, za vsakim tem je ta nek ego, ki je po eni strani res totalen zaveznik, ne, ker nam pomaga preživeti, ker je evolucijsko nujna stvar, da ti si bil požrešen, pa da si bil pohoten, pa da si bil, kaj je še, nečimrn, skratka ne spomnim se teh 7 smrtnih grehov, ampak vse to so recimo tako biološka nuja za preživetje vsakega bitja v naravi. Ampak hkrati potem ugotovimo, da pol ljudje, ko gremo evolucijski korak naprej, nas pa ravno te nujna orodja za preživetje najbolj tepejo. In to mi je zanimivo, da se v večnosti človek ves čas ukvarja s tem, ne? Da prideš do takih spoznanj lahko pri 30, 40, 50, 60, kaj pa še lepo, ko pa nas ne bo več, mogoče šele pa takrat začne pravo odkrivanje. Oprosti, če sem bil predolg, manj sem že zabluzil, ampak ti imaš tak vpliv. Ja, draga Teja, kako si pa ti doživljala to knjigo? Kaj je tebi dala? Jaz bi rekla, da predvsem se me je dotaknila ta njegova odločitev, jaz zdaj grem, da je poslušal ta svoj notranji glas, ne? Ker pač to je to, s čimer se jaz ukvarjam, da spet obudimo posluh za ta svoj notranji glas. In zdi se mi ful noro, kako govori o tem, recimo, stisnemo pest, spustimo pest. Tam je bila fenomenalna, se pravi, v vsaki situaciji dajmo se ustaviti pa razmisliti, ker spet morda se motimo, ne? In druga zanimiva stvar, ki mi je bila, ne vem, če je to v knjigi rekel, ali sem jaz to slišala v enem podcastu od njega, ampak on je rekel, da Tajci odrastajo šele takrat, ko se imajo zares radi. In to se je meni zdelo tako čudovito, zakaj mi tega v našem svetu ne bi upeljala, ne? Da samo ta ljubezen do sebe pripelje do pravega spoznanja, ne? Ampak do resničnega sebe. Do resničnega, ja. Do tja pa ni tako enostavno priti. Ne? In bom kar tebe prosila, če prebereš odlomek, ki si ga zbrala, pa še ti kakšnega nabrusi, da boste padli v ta tok njegovega premišljanja, ki je res preprosto, ampak silno pomembno. Ja, jaz sem si izbrala iz poglavja Inteligentnost trenutka, zato ker govori prav o tem, prav o tem notranjem glasu. Torej, poslušati svoj notranji glas ni protirazumsko, vključuje razumsko. To ne pomeni, da se nenadoma kot strela z jasnega pojavijo popolnoma nove misli in predstave. Pravzaprav so zelo verjetno posledica obsežnega premišljevanja skozi daljša časovna obdobja. Tako je bilo z mano, ko sem se odločil pustiti svojo super službo. Te misli so bile že nekaj časa tam, odvijale so se nekje v ozadju. Vsi vemo, da je zelo težko dvomiti v nekaj, v kar si vložil toliko časa in ambicij.
Težko se je odreči nečemu, kar je na papirju videti prav in primerno, naj bo to služba, razmerje, življenjski slog. Toda ko malce opustimo svoje misli, jim dopustim, da tečejo svobodneje, lahko naredim prostor za bolj resnično prepričanje. Ponavadi šele takrat, ko pustim, da se sliši modrejši glas v meni, lahko pridem do končne odločitve. Svoje poti do tega ali onega nisem razumsko domislil. Ni bilo misli, ki je vodila do druge misli, ki je vodila do sklepa. V trenutku mirnosti, ko imam dostop do večjega dela sebe, mi nenadoma postane jasno. Kot je nekoč dejal modri mož Albert Einstein, racionalni je služabnik, intuitivni je posvečeni dar. Ustvarili smo družbo, ki časti služabnika in je pozabila na dar. Ja, hvala lepa. Kar zaprosite. Lepo je prebrala, ustvarili smo družbo, ki časti služabnika in zanemarja dar. Zdaj smo tle. Ampak dobra novica te knjige in naše življenje, da se da vam prideti iz tega. Tako da, a imaš ti tudi kakšen ljubi odlomek, da še malo zaplavamo v to branje? Ja, seveda, mislim, kar dva sem našel taka. No, pa le. Je preveč? Tiče se malo tistega, torej, spomnim se, kako sem nekoč pozneje v svojem življenju, ko sem se preselil v samostan v Angliji, sem se z nekom o nečem pričkal. Naš čudoviti učitelj me je pogledal in rekel, to, da imaš prav, nikoli ni bistveno. Seveda, samo tako globoko ukoreninjeno je v nas. Le malo stvari je boljša garancija za izboljšanje počutja, kot to, da se počasi, a zanesljivo navadimo na idejo, da se morda motimo, morda ne vemo vsega. Radi verjamemo, da razumemo, kaj se dogaja, da lahko točno interpretiramo dogodke in svet okrog sebe, da vemo, da se lahko odločimo in določimo, ali so stvari pravilne ali napačne, dobre ali slabe. Nagnjeni smo k temu, da mislimo, da bi življenje moralo biti tako, kakršno si želimo, da je, kakršno smo načrtovali. Ampak pogosto se stvari ne odvijajo tako, pravzaprav se redko. In v tem, da ne pričakujemo, da se bo življenje odvijalo tako, kot mislimo ali čutimo, da bi se moralo, je modrost. Modrost je v razumevanju, da v bistvu nimamo pojma. Le. To je tako osvobajajoč občutek. Ne, vam iz svoje osebne prakse povem. Da nimamo pojma. Se ne vemo, kaj bo jutri poslušati. Lahko bo potreb danes po noč. Ne, pojma nimamo. Želimo pa nadzirati in kontrolirati non-stop. Ne? Sami sebe pa še vse okrog sebe ne spustimo in zato ne živimo svobodno. Noter je še en citat, ne vem od katerega državnika, ki pravi, da načrtovanje je vse, načrti niso nič. Načrti se v trenutku spremenijo, izjelovijo. To, da pa ti načrtuješ, je pa verjetno dobro, ker pripravljaš strategije, ker si zaradi tega zmožen odreagirati na 1001 novo situacijo. Ne? Nikoli ne veš, kako se bo odvilo. Johnu Lennonu pa pripisujejo ta stavek, da življenje je tisto, kar se nam zgodi medtem, ko načrtujemo druge stvari. Ne? Ta je tudi dobra. Ja, in zelo mi je tudi všeč meni, da je ta pisec oboževalec medvedka Puja, ker v medvedku Puju so pa vse te modrosti že davno zapisane. No, ena je luštkana, kako Pujsek občuduje zajčka, ker zajček pravi, veliko ve in ima možgane, Puj pa hodi prav počasi in čez nekaj časa doda. Zato pa nič ne razume. Torej, kaj bi pa ti komentirala tole, kar se zdaj sprožilo? Dejansko sem se spomnila še na en zelo pomemben stavek in sicer morda ja, morda pa ne. Tam je bil tak,
ki daje eno tako veselo noto življenju, a ne? Da pač vsaka stvar, ki se ti zgodi, pač je lahko dobra in slaba. Nima veze, a ne? A na zunaj deluje dobra ali na zunaj deluje slaba. Vedno lahko vod v kjerokoli smer. Nikoli ne veš, kaj se ti bo zaradi tega zgodil. Se pravi, tudi če je neka slaba stvar, lahko to pelje do neke še boljše stvari. In tukaj je neka ta ponižnost do življenja, da pač ne pričakujemo od življenja, da nam je nekaj dolžno, ampak ga sprejemamo takšnega, kot je. In mislim, da to spet izhaja iz tega, da najprej sebe sprejmemo take, kot smo. Ne? Ni tako enostavno in ti kot mlado dekle, kako ti gre? Moram reči, da sem v zadnjem letu zelo ponosna nase in na svoj razvoj glede tega. Sem bila pa definitivno obremenjena predvsem z videzom. To je bil glavni trigger, dajmo reči. Ampak zdaj pa ja, preko branja, preko meditacije, preko šolanja, preko frendov, ne? Ki te podprejo, preko staršev, ki te podprejo, preko ljudi, ki jih ceniš in te podprejo, pa počasi začenjam tudi sama sebe na ta način podpirati. Ker vidim v svetu neko lepo ogledalo, lepše ogledalo, kot sem ga. No. Lepo, lepo. Rekla je meditacija. Boštjan, ti tudi meditiraš, ne? In se včasih skriješ, odmahneš od tega sveta, da lahko v miru meditiraš. Kako pa je, kakšna je pa to zate praksa in šola? Ja, najprej sem kar mal v zadregi, ko to poveš. Veš zakaj? Zaradi tega, ker se je marsikatera duhovna praksa ali pa ena taka lepa resnična skrb zase se je sprofanizirala, ko je prišel denar vmes, ko se je industrija znanja, industrija well-beinga umešala in se mi zdi, da v zadnjih letih je poplava tečajev, tudi knjig na vse zadnje, ne? Vse skupaj res nekoliko zbanalizirala in potem, se mi zdi dan danes reči meditacija, se bojim, da človek izpade kot da sledi neki modni muhci, a ne. Pa tudi, mislim, marsikaj je lahko že, po angleško rečeno, buzzword, ne, to pomeni tisto, kar nam zazveni v ušesih, pa kar je zdaj nobel. In predvsem je tudi meditacija en izmed načinov, kako lahko človek tudi mal gre v napačno smer oziroma da beži stran od sebe, od tistega resničnega bistva pa od sprejemanja samega sebe. Tudi to, kakor marsikatera druga duhovna ali pa telesna praksa, je to lahko tudi beg od sebe. To zdaj moram najprej opozoriti, zaradi tega, ker je to neke vrste ta disclaimer, ne, opozorilo, preden začnem razlagati o svoji praksi. Torej, vsako stvar je po mojem treba jemati s kančkom rezerve, s kančkom soli in z zavedanjem, da mogoče pa na meni vse ne prime. Jaz imam z meditacijami ali pa z marsikatero neko, recimo temu duhovno prakso, eno tako zanimivo razmerje. Včasih se mi je zdelo, ja, jaz bi imel, samo ona me ne mara, ne. Jaz imam rad meditacijo, a ona me baca. Avtor je imel podobne težave. Ja. In veš, kam je tudi zanimivo? Kako sem se srečeval z enim in istim, če se malo poglobiš, pa če greš veliko različnih avtorjev na to temo slišati pa prebrati in tako. Kako se ponavlja ena in ista misel? Ja, saj to je zelo popularno, ampak drugi pravijo tako, ampak to ni v redu, ker meditirati je treba tako. Pa naletiš čez pol leta na drugega, ne tako, meditirati v resnici treba tako. In potem spet čez par mesecev, ne, tiste, to so vse narobe govorili, ne. Lagali so vam in take podobne fraze, ki so danes prodajni sprožilec med drugim, ne. V resnici je treba pa to tako početi. In potem, kaj si na koncu lahko človek, mislim, sploh v tej poplavi informacij misli, ja, nekako najdem svojo pot. In spomnil sem se zabavnega pripetljaja, ko je meni ljuba oseba imela hude težave in je šla k enemu duhovniku in se mu je nekako spovedal temu duhovniku in potem nekako sta prišla do tega pogovora in rekel, kjermu svetniku ali pa kjermu ne, jaz bolj molim, ne. In on se duhovnik se nekako skušal odzvati na to, in potem ga vprašata, kaj pa vi, gospod župnik, kjermu svetniku se pa vi, ne, zaupate? In župnik reče, ja, tist, ko prime. Skratka,
Iz nabora teh zdravil v narekovaju vzameš tisto, kar ti bo trenutno pomagalo. A je to zdaj Sveti Štefan, ali je Jurij, ali je Marija, ali je Jezus, karkoli. Ali je pa tišina in samota. Tako. Zdaj spet razvlečem, ampak vse veš, rad razmišljam o teh stvarih. Pri meditaciji sem se nekaj časa ukvarjal s tako, da sem se osredotočil na dih. Potem sem tisto, kar sem šel na en tečaj in kjer sem se še najbolj tako izobrazil, o tem se imenuje transcendentalna meditacija, ki jo tisti, ki je tlele v Sloveniji učijo in tudi prodajajo tečaje, imenujejo Mercedes vseh meditacij, ne? In tudi želi nekaj povedati. In s to vrsto sem se v resnici največ še ukvarjal, s tem, da še vedno sem pa našel neko svojo špuro, kako prek nekih tehnik čuječnosti pridem v pravo stanje, da potem sploh ta vrsta prime, a ne? In da potem tudi na koncu še sem dostkrat naredil neko, kaj je že ta Axis Mundi, kakor ogorevc uči, ne? To os sveta. In se mi je zdelo tudi tisto parkrat zanimivo, včasih sem kakšno zanimivo glasbo, ki naj bi vplivala na posamezne čakare, doživljal nore stvari. Imam pa eno tako zanimivo senzacijo, da če res fajn noter padem v neko meditativno stanje, ali pa ne vem, kako bi to stanje v resnici poimenoval, imam telesne senzacije, no, mislim, začnem dejansko trzati. To se mi zdi kul, tako v smislu ene takega oprijemljivega dokaza, veš, ne, da je nekaj... Dela. Ja, nekaj dela, ne, nekaj se dogaja, ne, tudi če ne razumem. In na koncu koncev potem se tudi vprašaš, koliko časa bi moral človek, da bi se poznali rezultati, koliko časa bi moral neko prakso izvajati tako, ne? In potem spet tukaj od učenih in relevantnih ljudi slišim, ja, eni pravijo, da že po 14 dneh začutijo, eni po 3 mesecih, pol leta, meditirati treba 10 let, da se kaj pozna, ja, ne. Skratka, na koncu gotoviš, da nimaš pojma, kakor ta knjiga pravi. Ki je bil 17 let v samostanu. 17 let. Ja. Potem pa se je mene zelo presunilo, ker je prišel iz samostana, ker se je odločil, da ne bo več v samostanu in je zaživel v tej gorski koči sam in je padel v globoko depresijo. Ker je mislil tudi na samomor, ker to je bila ena sama tema. Kako si ti to razumela? Moram reči, da sem se v tem delu lahko zelo povezala z njim. Lahko sem čutila ob branju nekako to bolečino samote, osamljenosti. To ni tista prava samota, ki jo hočeš, ne, ampak tista, ki jo nočeš. Ampak jaz osebno verjamem, da se v takih trenutkih delajo največje transformacije. Tudi v svojem življenju bi rekla, takrat, ko je bilo najtežje, sem ven prišla z največjimi spremembami. Pač zdaj, verjetno ni pri vsakom tako, ampak to je nekaj, kar jaz verjamem. Če se zadeve seveda pravilno lotiš in se sprejmeš, da je tudi to ok. Da je tudi to, da se počutiš depresivno, žalostno, pač kakršenkoli slab občutek, da je to ok. Da pač smo ljudje in čutimo vse te stvari. In je prav, da jih čutimo. In ta nek always happiness, to je laž. To je nekaj, kar je utvara in kar nam spet prodajajo na vseh možnih scenah, ampak če se poglobimo zares vase, jaz mislim, da vsak najde tisto neko temačnost, bi rekla, ki jo je treba tudi sprejeti. Lastno senco, pravzaprav. Tako da... Študiraš Junga, ne? Ja. Psihoanalizo, ki je dela posebej na teh sencah, ne? Dokler niso osvetljene, nismo celi. Tako. In kadar so, opazujmo. Ja. Ljudje pa, kot si ti rekel, dostkrat bežijo v delo, v šport, v meditacijo, sam ti ne bi zagledali svoje sence v vsej veličini in globini, ne? Ja, in tudi, če se lahko navežem sam na Boštjana, zelo se mi zdi pomembno, da pri meditaciji najdeš res tisto svojo meditacijo. Noben ti ne more povedati, kako je najboljš meditirati. Noben. Ti samo sam v sebi lahko najdeš ta pravi odgovor, kaj je zate meditacija, kaj tebe pomirja, kaj tebe sprošča, kje ti najdeš svoj notranji mir. Jaz sem to začela iskati v sprehodih. Pač nisem našla tega sedeč doma in ne zaprte oči in tako, ampak sem mogla iti v gost. Tako
neka gozdna kopel tam, da sem se lahko premigala, da sem zadihala, da sem se dotaknila drevesa, da sem slišala ptičke. Takrat sem našla svoj notranji mir. In je trajalo nekaj časa, da sem jaz to spravila domov v dnevno sobo, da lahko v miru in tišini samo sedim in mižim in sem s prazno glavo na nek Tudi način. naš avtor Björn, natiho, kako lepo ime, postaja modrost, je imel najrajši hodeče meditacije v naravi. Ja, to so čudovite. No, zdaj bom še malo pri njej ostala, Z veseljem. ker mi je bilo nepopisno všeč, potem ko mu je oče odrekel podporo finančno po 16 mesecih, je rekel, zdaj pa sam preživ. Je on začel pisati, nastopati na televiziji in to, in je začel predajati svoje znanje. In potem je bil na enem intervjuju na televiziji človek, ki ve, da naše želje naredijo najhujši dar v našem življenju, ne, če si nekaj želimo, pa tega seveda ne dobimo. Nikoli ni možno, da bi dobili na ta način, če pa dobimo, imamo pa takoj novo željo in ni konca. Tako da so ga kljub temu vprašali, če imamo kakšno željo. In je rekel, rad bi se zaljubil. A ni čudovito, ker 17 let v celibatu prepovedana avtospolna praksa, ne. To je za mladega človeka naporno. In čim si je rekel, da bi se rad zaljubil, poglejte to, zagledal njo, v katero se zaljubi. In se poročita in sta bila čudovit par. No, kako si pa to zgodbo ti brala? Jaz sem to videla, kakor da je on v tistem trenutku, ko si je to zaželel, resnično čutil ljubezen. In je s tem občutkom ljubezni priklical pravo ljubezen v tem materialnem svetu. Saj gre samo za občutek, a ne? Gre za ta občutek, ki si ga mi želimo. Ne gre zares za eno osebo. In všeč mi je bilo pri njemu, ker je bil res tako svet, tako odprt, tako, ne vem, iskren v bistvu s temi svojimi željami in s tem, da pač je dovolil, da se zgodijo tako, kot se pač morajo zgoditi. Ni imel pričakovanj, a ne? Kako bi zdaj ona mogla priti, pa kakšna bi mogla biti, pa to, kar si pogosto delamo v življenju, a ne? Ni princesa. Ni princesa. Ne, ampak tudi recimo zanimiv mi je bil ta stavek, da v življenju dobimo dar, ki ga potem podarimo drugim. Se pravi, da se ne obesimo na ta svoj dar, da ga ne držimo zase, a ne, tako, ker pol itak nima nobenega čara več, ampak je ta dar zato, da ga podarimo. Tako kot ti podarjaš tele večere ljudem, a ne, jaz sem prepričana, da če bi ti vse to zase držala, pa vse te dobre knjige, pa ne vem kaj, mislim, koliko manj čarobnosti bi bilo. Res je, hvala lepa. Ja. Hvala lepa. Ja, tukaj v samostanih zelo poudarjajo etiko, ker naš zahodni duhovni svet ne dela praviloma, Boštjan, ne uči, da mora biti človek etično bitje. In etično bitje naj služi drugim, a ne? No, gledaš modro? Ja, razmišljam, kaj bi dodal na to, oziroma kako bi to On je pokomentiral. začel tako, da je postal prostovoljc, a ne? To je bil njegov prvi korak in je naenkrat razumel, da če ti poslušaš tegobe drugih in si jim oporo, si veliko dal, ampak si tudi zelo veliko dobil. Ne, in to služenje je nekaj, kar je mojemu srcu milo. Je. Služenje in v služenju je spet, vem ti, spet prihajamo do tega, nauk tega, da imaš toliko moči in ponosa in samozavesti in dobre samopodobe, da si z veseljem ponižen, da z veseljem služiš. Ne? Torej, da to ne načne spet mojega ega, ampak jaz ti z veseljem
jaz z veseljem se sklonim in ti noge umijem, če gremo malo na biblične Ja, in prispodobe. to ne ponavljaš, kako si dober in kaj dobrega si Tako, naredil. ne. To je hodihanje, to dihaš, to živiš. Ja, ampak to imate zelo, zelo redki ljudje. No. A veš, to ti je verjetno že veliko ljudi rekli, da ob manci ne, se človek počuti, to lahko potrdite tisti, da karkoli bom povedal, bo ona sprejela in tudi če ji povem one najbolj senčne strani sebe, boš ti rekla, ok, v redu, ja, razumem, ti si še zmeri fajn človek. Kako, ne? In to je res en dar, ampak okrog etičnosti, a veš, da tukaj me pa kar malo zmanjka, se mi zdi, da sploh ne vem, kaj bi ti pametnega Pa na pejmo, to. stismo drugo odlomku, pa imaš prst noter. Može. To je pa to, evo ga, samozadano psihološko trpljenje. Tako prav, ne? Večina psihološkega trpljenja, ki ga izkušamo ljudje, je prostovoljna in samozadana. To je bilo eno od Budovih največjih odkritij. To je stopnja v človeškem razvoju, ki je ne moremo preskočiti. Vsi jo prestanemo in je docela naravna. In prav k temu se vedno znova vračam, da verjamemo v misli, ki nam želijo škodovati. Misli, zaradi katerih je naporno, težko in zapleteno biti vi in jaz. Zaradi dejstva, da je psihološko trpljenje samozadano, to ni nič manj boleče. Sploh ne. Toda če razumemo, da nam to lahko prinese nov način, kako se povežemo z njim. Rekel bi, da je to glavni razlog, zakaj ne bi smeli verjeti vsaki svoji misli. Super odlomb. Saj jih je kar nekaj. Kako imamo en lep pregovor, vsak si je svoje sreče in nesreče sam kriv, ne? Kovač, ja. Ker nas vsi misli. Ampak, a veš, a so misli, ker tukaj prav misli in kdo pa je tisti, ki je rodil misli? Prej je Teja super načela, ena najbolj škodljivih misli je don't worry, be happy, ne? Mislim, halo, veš, pa izogibanje, pa udri brigo na veselje. Negativna čustva so po krivici poimenovana negativna, so neprijetna, v resnici njihova funkcija je pa pozitivna, da bi nas k nečemu spravili. In ta don't worry, be happy je po naredih, kot marsikaj. To je rekel Meher Baba, indijski guru, kateremu so tudi Bihli in drugi hodili. On je rekel, do your best, daj vse od sebe. Vse daj od sebe. Naredi vse, kar moš. Potem pa ne skrbi, ker ne bodi navezan na rezultate svojega dela. Ne? Ampak daj pa vse od sebe. In tele hipiji so vzeli sam njegov drugi del. Aha. Ja, sam be happy, pa nič se ne sekiri. Vse ti so spredi so pa spustili. Ker to zahodnemu človeku ne paše. Seveda. Ne? To se prodaja, sladke obljube, mislim, užitek, ne? Zanimivo, koliko se sreča zamenjuje z užitkom zadnja leta, sreča je enako užitek. Kje smo zgrešili, da je to enako. In je industrija užitka je v resnici vse to, ne? Ok, ampak da se vrnem, a veš, meni je v osnovi mi je zanimivo, zakaj, mislim, kako preživeti ta misel čakaj, kako bi štartal, ker rečemo, vse je v glavi, ne, reče, ali pa ne, važno je pa, kako ti jemlješ to, pa kako ti razmišljaš, pa a daš vse od sebe, a si, ne, ali pa tako. Ok, ampak tisto, kar je v glavi, tisto tvojo, ne, kaj pa, to ni glava, je tudi del telesa in človek, to bi rad podaril, tisto, kar je v tvoji glavi, tisto, kar je tvoj duh, kar je tvoja življenjska energija, tudi ni zmeri stvar tvoje odločitve. Pemtiš, kaj pa če, a veš, kaj takrat narediti, no, do tega se še nisem jaz dokopal pri svojih Imaš že en super odgovor, ne vem. Ne vem, nimam pojma, ja, kdo pa sem jaz, da bi to vedel, ja. Imaš prav, ampak, a veš, vse je v glavi, koliko spet lahko pocen misel ta izpade. Tisto, kar je v glavi, je tudi del tebe in je del tvojega telesa in to ni, ne, da se človek lahko odloči, kaj je v njegovi glavi. Gledam vse tiste globoko depresivne ljudi, pa tiste, ki imajo res eno težko situacijo, mislim, ki se ne morejo iz tega spraviti ven, ne. Vse je v glavi. Ja, pa vse to je v njegovi glavi, on se ni odločil za to, kaj je v njegovi glavi, pa koliko ima življenjske energije. Skratka, pridemo pa do srca in mogoče je pa v srcu tista moč in me tejno področje tudi v resnici ful zanima, tako da dajmo ići tja, mogoče je pa v srcu odgovor.
Pa mal bod na svojem področju, pa mogoče njemu kaj svetuj. Ne, kot odgovor na to, kar si govoril, spustiti je treba kontrolo. Spustiti je treba potrebo po kontroli, da moramo vse vedeti, da moramo vse znati, da je treba vse pač, ne vem, in v nas regulirati in v svetu regulirati, a ne? Ker tisti človek, ki bo pričakoval, da mu bo svet nekaj dal ali pa da mu bojo možgani nekaj dal ali pa da mu bo konec koncev tudi srce nekaj dal, bo razočaran, bo premagan vsakič, ne? Mi moramo se naučiti bolj sprejemati to, kar je. Ne pol neki, ampak jaz bi pa rajš to, ne? Smo tako malo obsedeni s tem, jaz bi tisto najboljšo verzijo, ki jaz mislim, da je najbolj ta prava. Tudi v nasvetih ljudem recimo, ne? Jaz mislim, da bi bilo pa to zate najboljš. Pa kaj ti veš, ne? To je zelo nevažno svetovanje. Ja. In jaz bi ga prepovedala. Enako. Mislim tako, jaz pri svojih klientih, a ne, res poudarjam, vi sami morate najti odgovore na ta svoja vprašanja, ker velikih pride, dajte ja, povej mi, kaj naj tle naredim, a ne? In sem jaz tako, ne vem, kaj pa ti misliš? In pol prvič v življenju se ustavijo, pa so tako, kaj pa res jaz mislim, a ne? Ampak pol iz tega pa še naprej, kaj pa jaz res čutim? To je pa pol tam, ki jih pa zares šokira, ne? Ki sami sebe v bistvu zares šokirajo. Mislim, ta izkušnja poslušati svoj utrip, pa hkrati še nek terapevtski tekst, ki te pele v neko določeno tematiko in ti tam slišiš ali pa celo vidiš nekaj, kar sploh nisi vedel, da obstaja v tebi, ampak je bilo v tebi zaklenjeno nekje globoko, ne? In te skrivnosti odkrivati, to se meni zdi skoraj v bistvu smisel življenja, ne? Tako da moje delo je božansko. Ja, tako sem se tudi jaz počutila, ko smo upravljali to meditacijo. Ja, škaj sem hotel se sam zagreb za termin, preden se vsi ostali, ker... No, ona sekcijo. Ja, Ma prednost zdaj. upam, da lahko tako naučim V terminu. zveze in Se bova poznanstva. pol zmenila. Prav smo profesionalni. Ja, jaz res to prav priporočam, ne? Ker jaz in moja mama, to je najmočnejša vez. In nikoli ne moramo popolnoma razumeti, če ne pridemo do začetka. Ko smo ležali pa ne v njenem trebuhu pod njenim srcem in poslušali, kako bije njeno srce. In ko poslušamo svoje srce, naenkrat slišimo tudi njeno srce. Ali pa v tej meditaciji lahko srce svojega umrlega moža, recimo, zaslišiš. In naenkrat razumeš, da je dobro, da je umrl. Ker je bil to, da je vse bolel. To je bil že fizično šibah, da preprosto ni zmogel več živeti. Čeprav vsi hotel, da živi. Ampak on ni več mogel. In je to bilo za njega osvobajajoče. In ko to slišiš v svojem srcu in to razumeš, to je velika svoboda, ne? Tako da jaz tudi priporočam to meditacijo zelo. Ja, jaz bi te spomnila, ko si mi rekla takrat, ko si poslušala, Teja, to je pa najboljša priprava na smrt. Ja. Kaj je to pomenilo točno, če lahko? No, zdaj... Ja, no, kako se konča ta knjiga? Ta knjiga se konča tako, Spoiler da alert. je on popolnoma srečen s to ženo, ki ima lepo zasluži, toliko potrebujeta in je popolnoma zadovoljen in miren, dobi najhujšo diagnozo na svetu. To je ALS. Ni hujše bolezni kot to. In on ve, da bo kmalu umrl. In takrat začne s svojima sodelavcama tole knjigo pisati vsi skupaj, ker je to njegov testament nam, človeštvu. In on reče, da zdaj razume, kaj je bilo teh 17 let življenja kot vozni menih v samostanih. Pri
priprava na smrt. In zato je tudi Platon rekel, da je vsa resnična filozofija, to je modrost življenja, priprava na smrt. Ker in jaz, ki sem pri tebi to, sem rekla, tako preden umremo, gremo mi nazaj v svoj začetek, ne? A veste, potujemo, so vse svoje izkušnje do prenatalnih. In če to že zdaj upravimo, da nam pol nav treba, se to pa ja, super, ne? Izjemno. In tudi ta knjiga je res priprava na smrt. Kajti najboljša priprava na smrt je polno, radostno, bogato, izpolnjeno življenje. Ker človek, ki nič ne obžaluje, lepo umre. Težko umrejo ljudje, ki obžalujejo. Nekaj so naredili, česa niso. Nisem tega, nisem umrla. Če se on ne bi zaljubil, bi gotov tež umrl. Ker bi ga to preganjali, ne? No, zdaj pa še ti malo o koncu te knjige. To pa nismo rekla nobene. A o koncu knjige? Ta priprava na smrt. Veš, jaz se pa zmeraj sprašujem, kaj je on zapisal, pa kaj se je res v njem dogajalo. A je to nujno tisto, kar je? Res. A če bi imel na koncu on v sebi en tak dvom v smislu, oprostite izrazu, fakt nad se ni splačal in sem totalno jezen za te, končno imam lepo žensko in mislim, sem srečen v tem in zdaj moram umreti in prav nič nisem vesel te svoje sode, a bi si upal tako stvar zapisati? Ja, vse na začetku je bilo tako. Na začetku je še bilo, ja. Na začetku, dokler ni on sprejel to, je bila ta jeza. Čisto vse jaz dajem pod vprašaj, se to so midva že malo razčisla. Jaz Ja, imam saj vse v tega, redu. tega ciničnega kritika, ki zmeri zadnji nekje pride, ja kaj pa če bi, Saj v Saj redu, to si. vem, ti to spremaš, Ja, ja. ja, Se, to je resnici super. imam jaz bolj s tem probleme, ne, kot ti. Ampak, a veš, jaz si mislim, ko najde srečno, mislim, ko po 17 letih samostanskega življenja on pride nazaj v civilizacijo, pade v depresijo in potem se nazaj zvleče in Najde njo. sreča njo, ne. Ampak, a veš, kaj meni ta moj kritični cinik, jaz mu pravim, ta brihten, ki hoče biti brihten za vsako ceno, se oglasi zadnji pa reče, ja, v redu sem, ja, on ima izkušenj ne vem koliko v življenju, kaj pa če bi tolkrat in tolkrat se že zaljubil, pa bi potem to čustvo zaljubljenosti, ta koktejl hormonov prepoznal, pa bi rekel, ok, sem že velikrat bil na tem, vse je fajn, ampak slutnja tistega, kar prihaja pol, mi mal ustavi to stanje zaljubljenosti in nisem toliko euforičen in tako naprej in tako naprej. Upam, da razumeš, v kjer smer grem, ne? Razumem, ampak ti pa tudi veš, da če ne obstaja. Kaj ne ostaja? Če. If ne obstaja. To je vse špekulacija uma. To je fular, da če ne obstaja, to mi je Ne pa... obstaja. To bo pa zame, recimo, temu lekcija tega večera. No, To to mi je me pa pa všeč. veseli, no, vidiš. To mi je pa ful všeč, tudi tam. No. Ja, pa mislim tudi, če bi se on zlagal v knjigi in ne napisal tega, kar je čutil, pa si- kaj? Aha, Če imamo mi to veliko od tega. A ni to, Aha. a ni to point knjige? aha, Ne? aha. Zakaj rabiš ti njegovo resnico? Ti imaš svojo resnico. No, pa imamo. Knjiga ni avtor, knjiga je bralec. Ja. Ja, mi smo soavtori, zelo pomembni. No, ta konc se zdi pa meni zelo lep, ne, ker se počasi tudi mi bližamo koncu. Se spomnite Tomaža Humarja? No, mi dva sva bila dobra prijatelja, kadar sva se videla, sva se ful toplo objela in si kaj lepega povedala. In on je v intervjuju ameriški novinarki veliko pred svojo smrtjo rekel naslednje. Vem, kako pomemben je zadnji pogled, preden umreš, kaj gledaš oziroma koga gledaš. In je rekel, jaz si želim gledati Himalajo, te božanske gore, čudovito nebo in občutiti to večnost in neskončnost.
točno tvoj umrl. Sploh mu ni bilo nič hudega, ampak mobil crknil, pa ni mogel poklicati. Takrat sem bila jaz v Indiji in ko je on umrl na Himalaji, in sem tekla v ašram na podstreho in sem mu mahala. Živa Tomaž, umrl si točno tako, kar si želel. In ta knjiga se tudi tako konča. Zelo lepo. Elizabet, če takrat še ne boš z menoj v postelji, ko bo on umrl, zlezi k meni in me objemi. Poglej me v oči. Želim, da so tvoje oči zadnje, kar vidim v tem življenju. A ni lepo? Pa če res, ali meni je čisto vse. Ne, se sem malo brez veze vrgel senco doma na tole. Meni je pa všeč, da si, zato ker veliko ljudi na ta način premišljuje. Tudi meni je kdaj zdravo v mlajših letih, tvojih, ne? Pa če to, pa če ne? Če ne obstaja. Ne obstaja. Če ne obstaja. In meni je to moj oče učil. Če čebula ne bi imela, kako je že? Ja, no, bravo. Ja, torej, če čebula ne bi imela, če bi bila bula. A tole si slišala? Ne. Če na stranišču ne bi, na stranišču bi pel, ne pa če pel. Bravo. Luškan, lepo nov za naše gledalce na Facebooku, to modrost. Če niso slišali, ja. Ja. Torej, kako gre gospa originalno? Če na stranišču. Ja. Ne, to čebulo poznamo več, ampak tale stranišče prvič slišim. Ampak začetek mi edino fali. Aha, začne se s čebulo in se konča s straniščem. Ja, bi na stranišču peli in ne če peli. Ja. To bo pa luškan zaključek zdaj s tem straniščem. Ja, zdaj pa imaš ti svojo sklepno besedo. Kaj bi povedala ob koncu, pa plante na tiste knjige, ki jih je prinesla založnica, ker jih je čist mal prinesla, ker je peš prišla z nahrbtnikom v Švicarijo. No, ampak kaj bi ti kot en povzetek te lepe knjige, morda se motim, še nam sporočila? Zelo simpel. Naučite se poslušati svoje srce. Zelo lepo. Jaz podpišem, smem? Naučimo se poslušati svoje srce. V njem je 5000-krat večja frekvenca kot v možganih. Srce ima spomin, vse piše noter, samo odpreti ga moramo. No, kaj bi pa ti rekel, ljubi Boštjan? Ljuba Manca, jaz bi pa po mojem tako zaključil, da več kot človek raziskuje in prebere, bolj skromen naj bo do tega znanja in modrosti, ki ga dobi. Dobro si to povedal, hvala lepa. Mislim, da je to. Ja, hvala lepa. Zdaj pa je še vabilo. Zelo lepo vas prosim, če mi boste podarili za začetek novega leta. Januarja se ne dobimo, pač pa februarja. Ko bo praznoval naš Prešeren in mi z njim poezijo. Poezija je jezik Slovencev. Mi smo močni v poeziji. In zato bom povabila dva povsem raznolika pesnika. Iz dveh povsem različnih svetov. Gitica Johopin je izdala knjigo pesmi, to je druga knjiga pesmi, Hoditi ali pa teči. Zelo zanimiva,
zbirka mlade pesnice, ki je državna prvakinja bila, mislim, da 2-krat v recitaciji pi, decimal. Ne vem, koliko jih je znala odeklamirati, ne vem, da če bom rekla 300, je premalo mogoče. 2020, hvala za lužnica. 2020 decimalk je znala na pamet odeklamirati. Torej, vidite, da je njen briljanten in spomin. In igrala je tudi v filmu Kralj in svet, drugo glavno vlogo, zelo in piše zelo zanimivo, v bistvu prepoveduje zgodbe veliko ljubezenskih, na en način, da mi razumemo to generacijo. Ob njej bo pa en mojih najljubših pesnikov, Muanis Sinanović. On je pa musliman, globoko veren, ki verjame v presežnost in piše popolnoma drugačno poezijo. In to bo neverjetno zanimivo, ko bosta drugega brala in komentirala. Dva povsem različna svetova. Ampak človek je lahko srečen samo, če veča svoj objem. Če vse to sprejme, od A do Ž pa še vse, kar je vmes. In to je tudi moj namen, da tukaj skupaj to delamo in se v tem imamo lepo. Torej 12. februarja dva povsem raznolika pesnica in pesnik, ampak oba lepa človeka in nadarjena poeta. Torej lepo povabljeni. Za Božič se imejte lepo, za novo leto se imejte pa še lepše. In ne pozabiti, da praznik prihaja iz besede prazniti. Se izprazniti, sprazniti posodo leta 2022, da bomo lahko vanjo v prazno posodo nalagali darove, ki nam jih bo prineslo 23. Torej, hvala lepa in vse dobro. Hvala. Hvala.